ko se je v svetu pojavila gospodarska in finančna kriza, je najprej zajela pomursko regijo. Delavci, ki so delali v delovno intenzivno panogo, so dejansko šli takoj na Zavod za zaposlovanje. Pomurje prednjači po številu brezposelnih ljudi. Za večino njih je značilno, da so tudi slabše izobraženi in informirani. Zato jim hočemo olajšati reševanje socialnih stisk na način, da jih čim bolje informiramo. Najprej je nastala spletna stran Po pomoč, na to smo pa v jeseni izdali tudi brošuro z enakim naslovom. Slovenščina je edini jezik od tistih, ki jih jaz govorim, ker je v besedi pomoč tako lepo vnešeno tisto, kar je bistvo. Ker pomoč pomeni iti pomoč, res v pravem pomenu besede, da razstavim besedo. S tem tudi obrnem pomen, ker v naših prostorih je še vedno iti po pomoč v bistvu znak šibkosti. Vsi mi, ki se ukvarjamo s pomagajočimi poklici, od začetka razumemo pomoč kot našo obveznost. Mi smo spoštljivi in odgovorni zavezniki ljudi, ki so k nam prišli po več moči, ne po manj. Ideja je bila, da bi te informacije predstavili tako, da bi bile čim bolj koristne. To pomeni, da smo spletno stran oblikovali tako, da smo izločili vse nepotrebne informacije. Zelo jedrnato, da uporabnik pride takoj do informacij vsake posamezne institucije. Člani skupine smo vedeli, da je teh organizacij, ki nudijo različne oblike pomoči, veliko. Mislim pa, da marsikdo izmed nas ni pričakoval, da jih je več kot 30 in še novi se nam pridružujejo. Imamo 4 oziroma 5, ki so se nam naknadno pridružili v to mrežo. In naša želja na nacionalni ravni je, da jim sledijo tudi v drugih okoljih. O tem že razmišljajo v Zgornjem Podravju, na Dolenjskem in še katero regijo bi radi spodbudili. Delo na projektu je bilo prijetno in enostavno, kajti partnerji smo se uspešno dopolnjevali. Upam, da bomo tudi v prihodnje združili moči pri projektih, ki so koristni za širšo skupnost. In veste, vedno se začne pri človeku in sobota začenja pri človeku. Ona odpre pot, da človek, ki je res potreben v stiski, stopi na pot spreminjanja, način, da se sliši njegov glas. To je že upanje za boljše čase.